Pozdravljeni prijateljice in prijatelji športa. Nogomet je čudovit šport. O njem bi lahko govorili marsikaj lepega, ampak vendarle pustimo to strokovnjaku. Z nami je nekdanji reprezentant, sedanji trener in pa velik leksikon vsega, kar je dobrega v nogometu. V veselje in čast mi je, da lahko pozdravim v našem studiu Ervina Šilaka. Lep pozdrav. Pozdravljen, Ervin. Kako je tukaj biti v studiu? Snemamo podcast, torej povsem drugačno okolje kot nekoč na nogometnih igriščih, kjer so bili drugačni diktafoni, drugačni odnosi z novinarji. Ja, res je. Če se spomnim, kako je včasih bilo, da celo med tekmo so prekinali kamero, da so šparali tiste filme, ki je bilo vse še na trakovih, da ne bi vsega porabili, in tako da so potem, ko je bila še žoga v avtu, so prekinali, potem je pa hitro nekdo izvedel avt in vem, ko smo gledali še, bom rekel, ti športni pregled, so rekli, kamermana je presenetila žoga, ker ni tako hitro mogel vključiti kamero, ne? Tako da vse je bilo res čisto drugače kot danes. Se pravi, ko dan in noč razlika velikanska, tudi goli kakšni, ki so bili taki, res lepi za pogledati, pa ga kamera ni ujela, ni bilo dodatne možnosti, da bi kdo drug posnel. Ja, kar je bilo zgubljeno. Kar je bilo, pa tudi samo ena kamera je bila recimo takrat, ne? In tako da so bili časi res začetki težki v primerjavi danes in s današnjo mladino, kateri igrajo ta nogomet, jim je veliko na nek način lažje omogočeno, imajo veliko boljše pogoje, kot smo mi imeli. Predvidevam, da smo tudi mi imeli boljše pogoje kot nekoč še pred nami, ne? Tako da vse gre to, bom rekel, na boljše in veliko lažje za nekatere. Ampak vaš čas je bil čas nogometne romantike, samo trening in domov, trening, ni bilo interneta, teh računalniških tegob. Je bila drugače dinamika, ne? Zelo, že kot majhen, ne, bom rekel, da ne samo kot profesionalni nogometaš, ampak že kot otrok ni bilo. Ni bilo teh igrc, ni bilo, tako da vse igre, ki so bile na igrišču, tako da je res šola, po šoli domov jesti, malo učiti, pa na igrišče. Igrati iz te igre po kopačke domov, na trening, po treningu domov odložiti kopačke, pa spet še na igrišče, dokler je bil dan. Zdaj je pa drugačne. Zdaj pa, kakšne mame prav otroka prosijo, pa saj malo ven, sonce je kabelskost noter čepel. Ja, zdaj vidim ta mladina drugačna, tudi ko mogoče se sprehajam ali pa ko gre mogoče s kolesom kakšen krog, pa vidim 2-3 fantje, prijatelji, ki se dobijo, češ da se skupaj podružijo, vsi trije sedijo na klopci, pa vsak v svoj telefon buli in gleda in si potem celo en drugemu dopisuje, poslal sem ti message, to sem jih ujel, da mu ne more tako skomunicirati, ki ga ima ob sebi, ne, on mu pošle SMS. Žal je čist drugačno komunikacija, drugačni te odnosi, kot smo mi imeli. Verjetno tudi mladi nogometaši drugače razmišljajo, zdaj tudi starši malo pumpajo, ampak vsi bi radi postali čez noč Ronaldi, Messi, zdaj po novem Haalandi, Mbappéji, Šeški. Ja, lahko rečem, da ko spremljam vse to, pa ko še poslušam, pa malo od strani, malo opazujem, predvsem pa, ko poslušam, vidim, da so starši preveč zagreti, kako govorijo, kako je moj igral, kako je ta predriblil, ta ne sme igrati, zakaj ga trener tega da igrati. Ne? Starši se preveč upletajo. Ne? Zdaj, zakaj? Ne vem, mogoče eden od razlogov je tudi zato, ker oni plačujejo mogoče to vadnino, pa mislijo, da zdaj pa oni tudi, ker plačujejo, da tudi lahko. Ne. Je res, da v mojih časih tega ni bilo. Ne. Mi smo imeli zastonj. Mi smo imeli zastonj, oziroma plačal si mogoče eno članarino, kot da bi rekel zdaj na letni ravni, da si član kluba, da rečemo mogoče, rečemo 20 €, eno banalno, simbolično vrednost, in to je to. Zdaj pa starši plačujejo te vadnine in tudi so veliko pleteni, žal vidim, da starši tudi svoje otroke morajo peljati na kraj tekme, kraj dogodka, peljejo, tako da mi tega nismo imeli. Mi smo v primerjavi z nami, nas je počakal avtobus, šli smo na avtobus, smo se družili na avtobusu, to je prav, team building. Tako, team building je bil in se tako naprej. Tako da smo tudi tekmo, ko smo odigrali, po tekmi skupaj, smo se in veselili in bili žalostni,
Je pa res, da zdaj pa starši pridejo, te pripeljejo in te odpeljejo. Tako da igralci se sploh toliko ne družijo, kot smo se mi družili. No. Ampak vaši starši so bili takoj prepoznali to vašo veliko željo, da boste nekoč nogometaš, da bi radi uspeli v tem športu. So vas spodbujali in tudi malo ujčkali. Na začetku ni bilo tako pri meni, no? Tako da oče ni bil za šport, ne. Oče mu lahko rečem bolj antišportnik, ne. Dodaten fenomen. Ja, res je, tako da je bil bolj proti fuzbalu, pa ne to, pa bo zdravje uničil, pa te bojo polomel, pa zakaj, nič škoda časa. To zdravje je kar malo sluto, ne, kaj se bo zgodilo. Ja, kot je sluto, ampak bom rekel, glede na to, da generalno tako je imel tak pogled, ne, tudi tako, kar reče, joj, ker mene prvič oče gledal, ko sem igral v Franciji, ne, recimo na tekmi je bil pri meni na obisku, z mami sta prišla in lik proti Okserju, mislim. A ja, Olimpije nekako ni spremljal. Ne. Tako da prvič v bistvu me v tujini, da me je gledal in je celo potem rekel, koliko je bilo gledalcev, ne? So rekel, ne, 20 000, 20 000, 2 ure, to je 40 000 delovnih ur, tako je tako rekel, škoda, nekaj bi lahko bilo bolj koristno porabljeno, ne? Ampak dobro, on je gledal z ekonomskega vidika kot poslovnež, ne? Ker v fuzbalu se ni to razumel, še sam je rekel, zakaj piska, zakaj pa to, zakaj je rdeč karton, zakaj je rumen karton, prav 22 ljudi za eno žogo, vse ste dosti bogati, vsak ne si eno kupi, pa ne vsak svojo brca, ne. Pač drugačne poglede strani tega, tako da res starši moji, bom rekel, so na koncu videli, da ustrajam, da želim to so me potem pustili na mer, seveda, pod pogojem, da sem šolo prv odkljukal, da sem naredil vse domače naloge, da sem se naučil, da sem bil priden v šoli, da sem petko prinesel in potem bila nagrada, da sem lahko šel na trening. Ne. Zdaj, vaša mladost seveda se dotika še druge države, to je bila skupna nekdanja domovina Jugoslavija, takrat ste bili še najstnik. A je bilo zaradi tega, ker je bilo več ljudi težje uspeti kot rojeni Ljubljančan? Ja, res je, da bom rekel, v bistvu vsi mi izhajamo iz bivše Jugoslavije, smo rojeni še v tisti državi, ne. Vsi moje generacije pa še dost za mano, ne, nekaj let še za mano. Ja, veliko težje je bilo, ne, če tako pogledamo, Slovenska liga je bila v bistvu 4. rang tekmovanja. 4. rang tekmovanja in v primerjavi je bilo zelo težko. Tako da v bistvu sem bil reprezentant, republiški reprezentant, da tako rečem, ne, Republike Slovenije takrat. S tem se začne, lepo. Ja, in vem, da edino Olimpija takrat je hodila na te turnirje na bivših republik in tako naprej. Tako da bil sem tudi jaz deležen potem enkrat turnirja, ko smo hodili za Republiko Slovenijo, ko smo igrali, mislim, da je bilo neko se v Tjentištu, tam v spomin tistih ne vem, padlih borcev, ali kako je bilo iz druge svetovne vojne, je bilo en turnir, kateri so vedno tradicionalno takrat se je, bom rekel, odvijal tisti turnir Republik in pokrajin, v bistvu se je imenoval in smo igrali proti Srbiji, proti ne vem, kakorkoli je bil žreb, ne, tako da je bil močen turnir, normalno, seveda, igral si takrat z isto generacijo, kateri je v bistvu so igrali že v Zvezdi, v Partizanu, nekateri Vojvodini, Železničarju, Sarajevu, igralci iz bivših prvoligaških klubov, ne, tako da jaz sem igral pa za eno Ilirijo, takrat majhno Ilirijo. In lepi spomini so, takrat sem prvič občutil, bom rekel, wow, greš nekam, si dobil trenerko, uniformo, si nekam pripadal. Lep občutek je bil, ampak si potem videl, da tukaj sem bil dober, tukaj imam pa že konkurenco. A pa so bila kakšna trenja nacionalistična, takrat vendar ste bili mladi nogometaši, še ne izprofilirani? Ni se nič občutil? Ne, občutil se ni, sam, da so nas malo drugače gledali v tem kontekstu, šta vi Slovenci skijaši. A je to pa smučarji. Kar dolgoletna opaska bila, ne? Ja, to je edino bilo, ker oni so imeli pač v glavi tisto, vi ste bolj za smučanje, ker tudi v Sloveniji
je se bolj pritiskal, pa bolj so forsirali to smučanje, bolj kot nogomet. Ne. Enostavno nogomet so potiskali pod strani, niso dovolili, da bi rekel, da je vse, oziroma niso hoteli priznati, da je kljub temu masovni šport nogomet, da je nogomet številka 1, kar zdaj končno dobiva tisto mesto, kjer je. Takrat so ga vsem dajali na stran, treba biti smučanje, smučarski skoki, pa smučanje, pa tako naprej, ampak vsem preko tega je bila bolj prepoznavna Slovenija, bolj marketinško, da tako rečem, če se izrazim po tem izrazu, kakor pa nogomet. Čeprav nogomet je vedno bil številka 1, je izstopil in še vedno bo in je tudi najbolj masovni šport in najbolj organiziran. Veliko bolj tudi kot košarka, ne? In v vseh segmentih, in skozi klubsko tekmovanje, in skozi, bom rekel, to menedžersko del in marketinško in tako naprej. Vse vidimo, kakšne številke se obračajo v UEFA, v FIFA. No, te številke so kar malo tako strahoboječe. Vam je kaj žal, da ste bili 30 letja nazaj, tisto v najbolj vrhunskih letih, ko so se obračale mnogo manjše številke? Ja, žal, zdaj tako, ko vidiš, kako te mladeniči, sploh se še niso dokazali, pa že dobijo eno pogodbo. In to je 6-0, ne? Takoj so zelo, bom rekel, ogromne cifre, ampak to je pač moje obdobje, težko ga je primerjati, nehvaležno je to primerjati. Je pa res, da v bistvu zdaj plačujejo neki klubi ne kvaliteto, ampak potencial. In to je to. In v dogovoru seveda z agenti, kjer dobijo velike provizije in tako naprej, velik ta denar se obrača, ampak vse neki mogoče pa bo. Vem, da en igralec, ne bom ga imenoval, je prestopil iz Lyona, bom rekel, v tujino, iz Francije, kjer je odigral za svoj prvi tim, ne, za prvo moštvo, je odigral 14 tekem, ampak to ne 90 minutnih, 14 nastopoma, ne, zdaj eno tekmo je igral 15 minut, eno je igral eno celo tekmo, eno je igral 60 minut, bom rekel 14 nastopov in so ga prodali za 40 milijonov. Se pravi, kaj je on še dokazal sebe, da je toliko vreden, ne, bom rekel, to je tisto, kar pravim, potencial. Ampak mašinerija agentov je naredila svoje, oni znajo prodati zdaj to kot najboljši izdelek. Verjetno prepričajo marsikaterega. Ja, prepričajo, ker bom rekel, predsednik Napolija, da rečem tako, je rekel, da največja rak rana nogometa so ratali agenti. Predsednik Napolija ves čas to govori, ker so mu, bom rekel, tudi preveč nabijali cene, katere je on, bom rekel, hotel kupiti igralca, pa je bil predrag. Je pa tudi potem, ko je hotel prodati, so pa tudi nabijali cene, ker noben drug klub ni hotel njegovega igralca toliko drago plačati, ne. In ravno zato, ker v bistvu, kakšna je ta vrednost, kako se to določa, je vse to tako, vse bom rekel, nabijanje, ne. In zdaj pa, če nekdo zagrabi, je pa res, vse to pride s pomočjo medijev, z internetom, s podcasti, rekel, kako to napišejo, ker čisto drugače kot v primerjavi z mojimi časi, ko v mojem času si imel časopis in to je to. Igral si tekmo v soboto in potem si čakal ponedeljek, da je izšel časopis, da si lahko pogledal druge rezultate, da si lahko pogledal, recimo jaz sem pogledal, kdo je dal še gol, ne, moja konkurenca. A pa teletekst je že bil takrat? A pa teletekst, recimo, tako, teletekst je takrat obstajal, bom rekel, takrat si videl, ampak celo tudi na teletekstu je bil rezultat, ni bilo pa recimo v teh podrobnostih, kdo je dal gol po kateri minuti. To je pa tudi manjka v nogometu. Ja, tako, ja. No in v takih okoliščinah ste šli stopničko za stopničko in z Olimpijo praktično dosegli malo da ne vse. Radi se pošalite, da ste bili skoraj vse razen. Ja, res je, bom rekel, v kratkem času sem dosegel ogromno. Zelo. Mislim, da noben nogometaš v Sloveniji tega ni dosegel, kot sem jaz dosegel. In sem hitro zorel, hitro rastel, hitro sem prerastel to okolje slovensko. Z Olimpijo sem pa res dosegel vse možne pokale, sem osvojil, kar je možno razen enega. Jaz se pošalim, tako kot si rekel, nisem bil najboljši golman, vratar. Je pa res, ne, rekel. A pa je bila kakšna tekma?
da je bilo treba zamenjati kakšen rdeč karton. Pa, Ne, tega ni bilo. da bi preizkusil. Tega ni bilo, tudi ne bi šel obraniti. Ne. Je pa res, ko pogledam, res osvojeno je vse bilo. Ne. Od prvenstva pokala, super pokala, najboljši strelec, najboljši proglašen mladi igralec, najboljši proglašen igralec. Tako da ampak takrat mediji niso toliko izpostavljali, ni bilo tega interneta, ni bilo toliko pisanja, ni bilo Instagramov, ni bilo TikTokov, da se vse to tako pokaže, napihuje, da bi moj agent recimo skozi to propagiral, a pa vsako tekmo daš gol, poglej, kako je gol dal, kako to. To se je zdelo takrat v mojih časih normalno. Vsega bo dal on, kdo pa ne. Tako da je bilo to v bistvu že, samo enega. Veš. Ja, tako da danes je vse na marketingu. Ja, tako da mnogi kupujejo tudi mačko v žaklju, da tako rečem. Ja, ene vrste loterija, ne? Ja. Ne veš, a bo iz njega kaj ali ne bo. Ja, saj pogledam, recimo v mojih časih bom rekel, ko sem jaz bil še tik pred izhodom iz Slovenije, se spomnim, ker seveda gledaš internet, mislim, tisto mednarodno, kaj je bilo že, Eurošport, na Eurošportu si dobil informacije, na Eurošportu si gledal v ponedeljkih zvečer, bom rekel, pregled evropskih golov, ne, in tudi takrat, ko gledaš, Šuker je igral v Sevilji, Mijatović je igral v Valenciji in vsi, Mijatović je super igral v Valenciji, ne še eno leto, ne, dobro je letos igral še eno leto, po 3 letih igranja za Valencia, no zdaj pa je pravi pa dozorel za Real, recimo, ne, čeprav danes nekdo da 3 gole, 4 gole, wow, tako je že za Real, ne, pa se pa zgubi, ne. Drugače, ja. Ja. Je bila tudi ta zanimiva smernica, ki je slovenski klubski nogomet, ko je začela se tale osamosvajanje, ko so prišli tisti derbi, Benfica z Izolo, Maribor z Atletikom, Olimpija je prišla na Milan, ne, je Žreb podredil in to so bile strašanske razlike. Ja, to prvič zato, ker je, bom rekel, Slovenija, ker čez noč ratala samostojna država in čez noč je vse to tako potem prišla ena realnost, wow, prej bilo nedosegljivo, zdaj pa vidiš, zdaj pa lahko, zdaj pa igramo z Benfico, zdaj igramo z Milano, zdaj igramo, ne vem, lahko s Frankfurtom, zdaj igramo evropske pokale, ker prej je bilo res, tako ne, prej je bilo res zelo, bom rekel, ene pobožne želje, da tako rečem, kdaj bomo mi, a bi mi sploh lahko kdaj igrali, ne. Evo, pa je prišla, bom rekel, s to samostojnostjo so se vrata odprla, ne. In si potem igral. Je pa res, da so bile velike razlike v pristopu, v profesionalnosti, v razvoju, v nivoju. Seveda, ti klubi so imeli milijone, mi smo, naši klubi so par 100 000, bom rekel, imeli budžeta, ne, tako da. Zdaj, če ni javna tajna, koliko je bila prva plača pri Olimpiji? Moja prva plača, prva plača je bila v bistvu na Svobodi, ko sem igral. Ja. Je bila 800 mark, plus klub mi je plačeval socialno pa pokojninsko zavarovanje. To je bilo približno, to je bilo 200 evrov, vse skupaj je bilo, bom rekel, 1000 mark, ne evrov, pardon. So bile nemške marke takrat. To je bilo vrednost. Potem pa, ko sem pa prestopil, v tem času sem seveda v Svobodi, sem igral, bom rekel, dokaj sem igral, sem izkoristil, da sem še vojsko odslužil, ne. In potem sem šel pa na Olimpijo in na Olimpijo vem, da sem izpogajal pogodbo, imel sem, mislim, da sem na letni ravni zaslužil 38 000 mark. Aha, tako je bilo. Takrat, ja. In so bile redne plače, ni bilo Teksasa. Ja, prvo leto, bomo rekel, leto pa pol sem podpisal, takrat prva pogodba, je bilo še redno, pa tem pa tista pogodba pa več ni bila redna in moram reči, kakor je Ivan Zidar pokojni govoril, koliko jaz dajem denarja, on v bistvu ni dajal svoj denar, dajal je iz firme denar, iz SCT-ja, ne. Meni so ostali dolžni 8 mesecev. Jaz 8 mesecev nisem plače dobil, tako da zdaj, hvala Bogu,
sem pri Saši živel, ne? Ampak če bi pa še imel familijo, pa bi seveda. mogel prehraniti familijo, pa kupovati planice za otroke, ne vem, kako bi to bilo. Ne? Bom rekel, bi mogel tako izposojati si. nekateri izposojati, pa je prihranke iz prihrankov, bom rekel, jemati in potem na to. Tako da, kakšni moji soigralci 6 mesecev niso dobili, kakšni 4 mesece niso dobili, ampak vsi smo se ostali kratki, vsaj 3 do 4 mesece minimalno. Ne? Jaz 8 mesecev nisem dobil takrat. Ne? In če to govori, koliko je on dajal, zakaj potem naprej ni dajal, ne? Veš, je pa res, da potem SCT se je privatiziral, je on postal lastnik in tako naprej, on rekel, gradbeni tajkun, ne? Tako rečem, zakaj potem ni nadaljeval, ne? Seveda, ker potem je, da bi mogel, če to njegovo ratali, bi mogel dajati iz svojega žepa. No, zanimivo, ja. Ker ste odšli v Francijo, pa verjetno Olimpija zaslužila, ne? Ja, S tem prestopom. ja, takrat bom rekel... Bo šlo bolj na smeh takrat. Ja, takrat je bilo, bom rekel, ja, imel sem malo probleme, no, jaz športni direktor sem imel malo probleme, ker je izsiljeval neki in tako da je bilo nehvaležno. Stresno obdobje pa. Prosim? Stresno obdobje. Ja, je bilo prvič v tujino, pa takole, vihal, vahal. Tako, ja, ni bil pošten do mene, športni direktor takrat, vsi vemo, kdo je bil, ne, tako da... Legenda Olimpije. Prosim? Legenda Olimpije. Ja, tako, to je res, ampak bom rekel, mi je ostal v slabem spominu, v slabi luči, no, bom rekel, ni bil fair, ni bil pošten do mene, jaz sem vsem verjel tudi na besedo in tako naprej, potem je bilo eno izsiljevanje in tako naprej. In ja, no, bom rekel, pa sem pa prestopil v Bastijo in dobim prvo plačo, ker je bil tak strah odprej, ker je bilo neredno pri Olimpiji, sem takoj šel pogledat na bankomat, če sem dobil plačo in je bila... Ste imeli že bankomat? Ja, takrat je bilo bankomat. Ja, seveda, Francija, ne Evropa. Čeprav moram reči, ko sem šel v Evropo, je bilo tudi težko pridati ven, ne? Ker oni so lahko imeli samo 3 tujce izven Evropske unije. Ne? In tako da sem jaz imel še večjo konkurenco, da pridem v eno Francijo, prvo ligo, kjer so oni lahko zbirali, a bojo vzeli enega brazilskega nogometaša, ali Argentinca, ali Urugvajca. Afričanov je veliko, ne v Franciji. Prosim? Afričanov je ali veliko. kakšnega Afričana, seveda, ali mene, bom rekel, iz Slovenije, ali nekoga iz Srbije, ali pa iz Hrvaške. Tako da si mogel biti res kvaliteta in so res preverjali, preden so podpisali s kakšnim, ker je bilo samo 3 izven Evropske unije so lahko igrali, ne? Takrat. Zdaj je veliko lažje tem fantom, kot smo prej rekli, glede pogojev interneta in vse tako naprej. In zdaj tudi on se usede, pa gre v Evropo, ker ni tujc, ne? In Francija, čisto nov svet, novi stadioni, vse boljše, vse je šlo gladko. A je bila kakšna trema dodatna zaradi tega? Iz majhne Slovenije takole pridati? Ne, ni bilo. Vse spomnim edino, da vem, da so samo me obvestili, da moram 1.7. biti na treningu, moram priti, 30.6. se pravi, sem potoval, v Ljubljani sem tukaj, se bom rekel, 20 dni sem se pripravljal fizično in prišel na priprave, tako da sem na priprave že pripravljen prišel in ko smo prvi teden, ko smo tekali, pa vse to, se spomnim, Anto Drobnjak, ki je bil, je rekel, je težko, jaz se premaknil, nisem, kako, nisi prišel pripravljen? Ne, zato so priprave, da se pripravaš, ne, malo že tako, rekel, me je presenetil, za mene je bilo izredno lahke priprave, ker sem vižil tako, in sem potem videl, ker nekaj mi je bilo, tako rekel, prišel sem v Francijo, bil sem vesel, bil sem ponosen, jaz Francija, prva liga, prej si gledal po televiziji, sanjaš to, da prideš enkrat do tjane. Pa na koncu, ko si pa z njimi, pa vidim, pa se lahko z njimi kosam, ne. Fizično sem pripravljen, fizično sem dovolj močen, tako da se lahko z njimi na igrišču tepam, pa kosam in vidim, da to ni en wow. Je pa res drugačna mentaliteta, drugačni pristop, drugačno razmišljanje je bilo, ne. Bolj so bili samozavestni, imeli so tisti, bom rekel, lahko mi to, pa nas je bil posebno tisti en mal dvom, a lahko, a ne morem, lahko, pa njih se je pa vedel, kaj, pridemo, odigramo, ne.
Spažuna, notranja samozavest na drugi ravni. Ja, čisto na drugi ravni, pa tudi veš, velika država, veliko razmišljanje, velika samozavest. Ne? Mi smo vsem prihajali iz majhne Slovenije, skozi en bom rekel, sam sebe že zaradi tega daješ v en podrejen položaj, kar ne bi smel, ne, bom rekel. Pa Korzika ni bila toliko različna od te celinske Francije, se je čutila kakšna razlika? Je, oni tudi pravijo, Korzika pravi, mi smo Korzičani, nismo Francozi. Ne? Tako da, bom rekel, njihova mentaliteta je južnjaška in bolj je na našo balkansko, bom rekel, je bolj zelo podobna. In tudi, če te sprejmejo, res ti vse dajo, tako da je bil ta prehod je bil na začetku težek, ker nisem znal jezika. V tem angleščino noben ne zna, ne. Francoščino jaz nisem poznal, oni imajo svoj oni imajo korziški jezik, kateri je neka mešanca enega francoskega pa italijanskega jezika, tako da oni znajo italijansko, znajo francosko, pa to svoj domači jezik, ne. Ja, tako da je bila komunikacija na začetku zelo težka. Ja, seveda, spremenil sem način jezika, kulture, prehrana je bila tudi drugačna, vse je bilo salata, ne. Tudi predjed, glavne jed. Znači ribe in podobno. Ribe, salate je tako. Jagnetina. Ne, ni bilo jagnetine, bolj je bilo biftki so bili pa tako. Ja. No, poleg Francije so bile pa lepe stvari, takrat tudi dogajale so se izbrana vrsta reprezentanca, je začela igrati vedno več tekem. In tudi vi ste bili vedno bolj prisotni v teh selektorskih načrtih. Ja, to je res, da takrat sem bil zelo mlajši, sem igral za mlado reprezentanco, pa že počasi ta prehod v A reprezentanco je bil. Moram reči, da prvič, ko sem igral za A reprezentanco, je bilo v Skopju proti Makedoniji 94. leta. Selektor je bil Zdenko Verdenik, njegov trener je bil pa Brane Oblak in na pobudo Braneta Oblaka, kateri ima, bom rekel, res pravo oko, ne sem zato, ker mene zbral, ampak tudi tako zna oceniti zelo dober igralca in marsikaj se je že pokazal prava izbira z njegove strani, je na pobudo seveda da je njega in me je potem takrat prvič poklical iz mlade reprezentance, da sem prišel in da sem tudi prvič zaigral, ne vem, 20 minut mogoče, niso v njihovem nacionalnem stadionu v Skopju, izgubili smo 2-0, slab debi, da tako rečem, ampak to je bilo vse še na začetku. Slovenija, večina nas igralcev je bilo iz slovenske lige. Redko kdo je takrat, če pogledamo, igral v tujini, ne, takrat 94, prste ene roke. Ja, tako prste ene roke, lahko rečem, ne. In to je bilo, in potem seveda mi smo bili mladi, neizkušeni, z respektom si vsakega gledal, in to je to, tudi nismo bili še dovolj zreli, pa nismo še dozoreli, ker kasneje pri Katancu smo dozoreli, ne. Če tako pogledamo vsem tisto osnovo bazo, so naredili, bom rekel, Verdenik pa, bom rekel, z Branetom Oblakom pa s Prašnikarjem, ker se to začetki, ki so bili, ne, ker na začetku tudi še grba nismo imeli na dresu, ne, ko smo igrali pravega. Ja, točno, ste še reprezentančnega sponzorja. Ja, reprezentančni sponzor je bil, ne, takrat Liquimoli, zdaj malo reklamo naredimo, Franci Cancilja, kjer je velik ljubitelj nogometa in bil takrat tudi prijatelj bivšega predsednika Nogometne zveze Rudija Zavrla, ne, in potem je šel na roko, ker ga je Rudi prosil, ker to takrat na začetku je bilo zelo težko, ne, zbirati sponzorje. Da bi reprezentance igrala s sponzorjem? Ja, težko je bilo, nisi imel. Ni UEFA prepovedala. Ja, se zato še te uradne tekme takrat niso bile, te pravi uradne tekme, ampak to so bile prve prijateljske tekme, katere so se začele, smo imeli potem, da se je kupil dres in tako, je bil tudi drugi, grb je bil, ne, drugačen grb je bil na dresu, tako da, dokaj se je vse to izoblikovalo, to so bili res začetki, kateri ni šlo kar čez nož, da ti kar reče, danes bomo pa tako, in to je. Pa bilo težko to doživeti, ko si prišel iz enega okolja iz Bastije, kjer bo vse organiziran, pa potem reprezentanco, ko so se tudi te logistične podrobnosti malce lomile. Je lomile, ampak vsem je, bom rekel, reprezentanca je vsem bila na večjem nivoju kot klubska. To pa čustvo je bilo pa vedno, ne? Veš, tako, ne, čustva so bila in
to je bilo in si bil vesel, ponosen, da si poklican to, da si lahko odigral. In bom rekel, evo, igrali smo z reprezentanco s ponosom, ne? In evo, odzvali smo vse, kar smo, ne? Bom rekel, edino ena črna, bom rekel, črna pika, ker sem se poškodoval za časa igranja reprezentance in mi je najboljša leta odnesel pri 26, namesto da gre kariera še gor, je šla pa, bom rekel, dol in za 2 leti, pri 28 sem se vrnil, na novo rodil, ampak je bilo veliko težje. Ne? Tudi Slovenija takrat še ni bila tako prepoznavna, vsi so dvomali, 2 leti te ni. Tudi drugačno dojemanje pa razmišljanje je bilo takrat, kot da je zdaj. Ker danes, ko nekdo je poškodovan, pocajte se, lahko in greš. Ne? Takrat smo malo da ne odpisani. Takrat si bil pa takoj odpisan. Tudi v mojih časih takrat nekdo, ki je šel igrati, ne vem, v Arabske Emirate, ali pa da je šel igrati v Saudsko Arabijo, pa da je šel igrati na Kitajsko, tam, ko sem igral, konc je, zaključena kariera. Tja greš, tam se igra slab fuzbal, konc je, ni več povratka. Ne? Zdaj pa vidimo, lansko let so eni šli v Saudsko Arabijo, podpisali milijonske pogodbe, po 15 milijonov na leto, 5-letno ali pa 3-letno pogodbo, pa po enem letu vzel 15 milijonov, zdaj vidi, da ni to, mal je tudi telo regeneriral, mal se je spočil, da tako rečem, ni bil v takem trenažnem procesu, v takih naporih, skozi treninge pa to, in zdaj so se določeni se tudi vračajo. Ne? In zdaj ta nogomet tudi to globalen, da so dojeli skozi to, bom rekel, reklamiranje, spet to obveščanje, v sekundi dobiš to informacijo, ker je bilo neki, bom rekel, Južna Azija ali pa azijski svet ali pa vse je bilo to tako daleč, nisi imel informacij in danes pa tu imaš te informacije, tako da tudi zdaj vejo ljudje, da tudi tam se igra nogomet, ne, bom rekel, ne samo tukaj. Ne. In poglejmo, trener je grških korenin iz Avstralije, pa je trener v Tottenhamu. Prišel je pa prvi v Celtic. Ne? Tako da prej bilo nepojmljivo, ne? Da bi nekdo iz drugega kontinenta prišel v Evropo, da treniraš in tako naprej. Tako da vse to globalno ratalo, tukaj se je povezalo in veliko se je odprlo, pretok informacij, pretok igralcev, pretok znanja nogometnega, tako da je, bom rekel, vrata so povsod odprta za vse. Ne? Treba imeti pravi ključ oziroma pravo osebo, da te lahko pomaga pa plasira. No, če se ostavimo še pri tisti poškodbi, ki je bila res brutalna, ne vemo vse, kaj je bilo vse zlomljeno, lahko še enkrat ponovite, ker to je bilo res grdo prebrati, kaj še lepo podoživljati. Bom rekel, lepo sem se odkril, čakal žogo od Zlatkota, da mi poda, lepo mi je podal. In to v Atenah, zibelki olimpijskega športa. Rekel, sprejel sem si z desno nogo, sem si dal na levo, da si zagradim in kakor sem v tistem prestopu in na desno noga mi je bila stojna in mi je obrambni igralec en Grk, še danes ne vem njegovega imena, nikoli se ni niti upravičil, me je poštartil na stojno nogo. In ne samo, da me je poštartil, še v bistvu, ko sem jaz padel, je še on še dodatno padel na mojo nogo. Ne. Tako da mi je nogo čisto obrnil, gležen, 3-kratni zlom gležnja in vse ligamente potrgane. To je sploh možno, 3-kratni. Ja, je možno. Ne. Tako da na koncu so me takoj potem na licu mesta odpeljali v bolnišnico, so me hoteli tam, so slikali, so rekli, da je za operacijo, nisem želel se operirati tam, ker nisem vedel, kaj pa vem, kdo bo delal eksperimente na meni. Tako da sem raj zaupal slovenskim stroki, katera še danes verjamem, da so med top, imamo zdravnike, jih premalo cenimo. In sem se operiral v Sloveniji, dali so mi 13 vijakov, imel sem 12 vijakov, takih po 5,5 centimetra, pa enega sem imel 8 centimetrskega. Tako da 13 vijakov mi je držalo vse to nogo, pa vse ligamente so mi vsega posebej zašili. In če primerjam, recimo, so rekli, huda poškodba Edvarda, čez nekaj let kasneje,
poškodba gležnja, zlom, ampak on je po 4 mesecih se je vrnil. Ne. To, ki je stroka napredovala, druge ne samo okoliščine. strokovala, on je imel tudi malo lažjo poškodbo, tako rečemo, tako je. imel samo zlom, recimo, jaz sem imel vse ligamente še potrgane, če pogledaš, en ligament je imel Marko Van Basten potrganega, pa se nikoli ni vrnil, ker ga ni mogel ojačati, ker ga je skozi bolel. Jaz sem imel en ligament, jaz sem imel vse, pa sem se vrnil. Je res, da je bilo, rekel, močna volja, želja po vrnitvi in trma in rekel, vsega naskap. Bog mi je dal tisto energijo, rekel, da sem lahko se vrnil. In jaz sem po 10 ur na dan treniral. Takoj po operaciji 4 mesece pa pol sem bil na berlah, nisem smel na nogo stopati. Samo 4 mesece pa pol nisem na nogo smel. In ko sem počasi odvrgel bergle, nisem znal več na nogo stopati, ker so mali možgani pozabili to informacijo, bom rekel, ta refleks od noge do gor, da imam sploh nogo. In ko sem stopil, sem padel, noga mi je, bom rekel, čist visela, da sem potem počasi mogel stopati, da spet vzbudim te živčne končice, pa v male možgane, da jih zbudim, da noga je spet prisotna. Ne. In sem se na novo učil spet hoditi, pa potem iz hoje ojačati, pa iz ojačanja v tek. Ne. Tako da je bilo res zelo, zelo, zelo težko. Ne. Je pa res ponovno nogometno rojstvo. Ne? Ja, novo rojstvo, se pravi, 26, namesto da gre kariera gor, je šla dol, pa 28 sem se vrnil v tem času, ker telefon je nehal zvoniti, mnogi te pozabijo. Takrat spoznaš pa je prijatelje. Tako, pa eni potem, ko sem se začel vračati, pokličejo, kaj si se spremenil? Ko nisem se spremenil, jaz sem isti, jaz sem tle, ker sem bil. Samo vi ste spremenili. Prej vas ni bilo, zdaj vas ste pa spet tukaj. Ne? Ja, tako da potem res vidiš, kdo pa kaj, kako je. Ne? Ampak to so, bom rekel, temne plati športa, kateri mnogi se ne zavedajo, katerega lahko vsakega tudi doleti. In vsi vidimo Mesija, Ronalde, posebej zdaj, kako je to, bom rekel, tako opevano, vidiš vse najboljš. Treba pa tudi vedeti, da kaj vse skriva se za tem. Lahko pride poškodba, nikoli več ne moreš hoditi, lahko pride, bom rekel, kaj drugega. Tako da treba marsikaj se odreči, da prideš do enega cilja oziroma do uspeha. No, so bili pa soigralci, reprezentanci, kar dobrodelni, požrtovalni za kolega v stiski, uvrstili so se na Evropsko prvenstvo. Ja, in potem ste vsi skupaj šli v Benelux. Ja, to so bili pa lepi trenutki, ja, to so nepozabni trenutki, res. Tako da uvrstili smo se na Evropsko prvenstvo, igral sem potem takrat, pol leta pred Evropskim prvenstvom sem se vrnil, ne. In je Srečko takoj prepoznal, da je pripravljenost. Sem začel igrati bom rekel, za svoj klub, za Servet sem se vrnil. Prišel me je Srečko špionirati, nič ni napovedal. Sem pa zvedel od enega novinarja, da je rekel, a boš igral? Sem rekel, seveda bom igral. Sigurno, sem rekel, ja, pridite gledati. In smo igrali derbi v Zürichu, Grasshoppers Servet. In smo zmagali 1-3, 2 gola sem dal. Tako da Ermin je uradno nazaj. Ja, sem bil potem poklican. Tako je to bilo in se pravi, da kljub temu težke poškodbe, kateri so me potem tudi švicarski zdravniki, ko sem se vrnil, so rekel, kaj pa ti? Sem rekel, jaz sem prišel igrati. A lahko? Sem rekel, ja, zakaj pa ne? Ja, mi smo bili tih, nismo hoteli nič povedati, ampak mi smo dvomili, da boš ti sploh kdaj lahko še tekel, kaj šele, da boš lahko igral. Ne? Sem rekel, ja, tukaj sem, prav, res lahko, ja. In tako sem se vrnil in bili so pa ti, ki mi niso hoteli volje zbiti, da tako rečem. Rajši bili tih. Tako, in potem, ko so videli končni rezultat, da sem to, so mi pa dovolili, da sem se rehabilitiral tukaj v Sloveniji. Vsak mesec sem potem seveda sem se usedel v avto, sem šel tja pokazati, kako napreduje. Na začetku nisem mogel voziti mejo čepelu, da smo pokazali rezultate, pokazal nogo in tako naprej, se je v redu, napreduješ, vrni se domov. Ne. Tako da z te strani je bilo to, ja, potem pa tako poklic Evropsko prvenstvo, vrh, najboljša, bom rekel, najboljše, kar se lahko nogometašu zgodi, ko vsak sanja, mnogi
vrhunski nogometaši, vrhunska imena, v vrhunskih klubih, pa nikoli ne igrajo na takem vrhunskem tekmovanju. Sam osebno mislim, da Evropsko prvenstvo je kvalitetnejše kot svetovno prvenstvo. Zakaj? Iz edinega razloga, ker Evropsko prvenstvo so evropske države in v Evropi se igrajo najkvalitetnejši, najboljši nogomet. In iz tukaj že takrat nas je bilo samo 16. No, to je velika razlika. Ja. 16 jih je bilo treba se kvalificirati in med tistih 16 najboljših smo mi prišli. Tako da ne 16, 24, koliko se ne. 16 je bilo takrat, ja. Zdaj je bilo... Praktično, ko zdaj ne, ko so se pa med 16 vrstili, ampak... Tako, mi smo se direktno tako prišli med in je bilo veliko težje, ker na svetovno prvenstvo vse je to širše, pridejo nekateri iz nekaterih lažjih, bom rekel, lig ali pa iz lažjih skupin notri, ne. Tukaj je bolj skoncentrirano in ja, lepi spomini ostanejo, to občutki bi težko jih opisal skozi besede, ker to so res notranji taki močne čustva in te občutki, da to za cel življenje ostane. In ta čut za kako doseči nogomet, v nogometu zadetek, gledarstvo se je vrnilo na polni črti, da nimo kvalifikacije za 2004 evrov, ne. Bili ste najboljši strelec. Ja. Vseh gledano skupaj. Vi ste imeli 9 zadetkov, naslednji bil Raul González 7 in tako dalje. Raul González, kateri je igral v Realu, recimo, pa jaz pa sem takrat bil pod pogodbo s kitajskim Dalian Šide, kateri več ne obstaja. Ja, res je, kad tako pogledaš, evo, tu je še en dodatni primer, da je z ene majhne sredine, z majhne reprezentanco je možno veliko doseči, kar sem dosegel, ker spet v tistih časih ni bilo podcastov, kot so zdaj, da bojo ljudje vedeli, da imajo informacije. Pol Slovenija sploh ni vedel, Kitajska. Ne, cela Slovenija sploh ni vedel, ne pol Slovenija, cela Slovenija, dokaj enkrat samo Goran Obrazni omenil, da sem prvi strelec v vseh kvalifikacijskih skupin v Evropi, ne, z eno majhno Slovenijo in v primerjavi, tako kot rečeš, ne, takrat je Raul González, potem ali pa Thierry Henry z veliko Francijo, koliko je imel? 6 zadetkov, jaz pa 9. Ne? Kaj pomeni velika država, velika reklama, Slovenija sploh ni bila zanimiva in težko si se prebil iz te Slovenije. Pa jo, če pogledamo statistiko, je bila moja statistika veliko boljša kot njegova. Se pravi, če je on lahko igral v Arsenalu, pa 6 golov, potem bi lahko tudi jaz igral kje druge, ker sem mi dal 9 golov. Ampak veliko težje je, nismo bili zanimivo, ni bilo take možnosti, ni bilo menedžerjev, ni bilo agentov v tistem obdobju, da bi lahko to nekako naredili to zgodbo. Danes bi bilo verjetno veliko drugače. Je pa res, to je bilo leto 2003, tudi ena malo bolj temna senca na vašo kariero. Playoff, ko se je šlo za potnike na Euro 2004, prva tekma, Hrvaška, Slovenija, vemo, 1-1, le kdo je dal gol. Ampak potem pa tisti rumeni karton po nepotrebnem in nekdo je manjkal na povratni tekmi, še zdaj eni najbolj žalostnih, kar se tiče slovenske reprezentacije vseh časov. Za Bežigradom, kako je bilo pa tisto tekmo spremljati? Ja, mislim, tako je. Žal pravila so taka, da se seštevajo kartoni. Ne? Zdaj, skozi vse te kvalifikacijske tekme sem dobil en karton in potem še en v tej dodatni. Ne. Bolje bi bilo, če bi imeli ta pravila skozi kvalifikacije in potem te dodatne pa igrajo samo najboljše moštvo, tako da se prej brišejo, pa da so res med sabo udarita dve najboljše reprezentance, katere ste pa šli do finala, da tako rečem, in eno od te dveh, da gre na Evropsko prvenstvo. Jaz sem imel karton odprej, v Zagrebu sem dobil še dodaten karton. In to je bilo malo sprovocirano. Malo je bilo sprovocirano, je pa tudi jaz sem v bistvu tako rekel, stal sem na 16 metrov, korner je bil za Hrvate, Dabanović je skočil, prijel, padel, tist žogo gleš, bom rekel, te kar vleče, ne, in pol vidiš,
vsi gledajo, jaz sem pa rekel, ne vem, videl, da je takrat Olič kar začel mal, kljub temu, da je že držal v roki, pa ležal na žogi, ga je začel mal brcati. In pa sem prišel zdraven in sem Oliča seveda, halo, pazi, kaj delaš, ne, veš, to je naš golman, ne, da zaščitaš na nek način, ne. In to sodnik je hitro potegnil rumen karton, da v njemu in meni, ne, žal, nisem v tistem času, spontano si šel in branil našega golmana in bom rekel, sem dobil ta po nepotrebnem, res nepotrebnem, ampak kaj češ, adrenalin, ti sem ne razmišljaš, ne. Ja, da sem manjkal, ja, tudi priznal je selektor Prašnikar, takrat je res, ker sem bil edini napadalec v tistem trenutku. To je bila življenjska forma, ne? V življenjski formi sem res bil, se pravim, prvi strelec v Evropi sem bil. Azijske lige prvakov. Istočasno, ja, istočasno tudi, ja, sem bil v Ligi prvakov v Aziji z Daljanom, smo prišli do polfinala in tam sem bil tudi prvi strelec, 8 golov sem dal takrat v tistem tekmovanju in celo, mislim, da sem celo držal rekord ene 7-8 let, da me je nekdo potem prehitil. Tako da, ja, življenjska forma je bila, vem, da tudi takrat, ko sem gledal potem ta gol svoj in so rekli, da je novinar celo rekel, hrvaški, kao došel človek čak iz Kine, da nam zabije. Tako da je bilo, ja, bom rekel, ne mojih, ne morem reči 5 minut, ker je, bom rekel, forma je trajala celo leto, ne. Ja, bilo je res, da potem v Ljubljani smo manjkali in je potem selektor Prašnikar, ki je bil selektor takrat, je rekel, fantje, v polčasu sem celo potem šel dol v garderobo, da bodrim svoje igralce in je rekel, fantje, ne se povleč, treba gol zabiti, ker samo gol nas pelje na evropsko prvenstvo in žal, ne vem, pol ure pred koncem, celo izključitev hrvaškega igralca, Tudor je dobil to, takole, Pavlin se je stavil, od roke dvigal, veselil se je, oni so pa hitro odigrali, ne. Evo, vidiš, bom rekel, trenutek veselja, v bistvu trenutek nepazljivosti in je potem nisi dober stav in potem je korak za korakom je, bom rekel, išlo k pošivih, ne. In so nam napadali po naši desni strani, po njihovi levi in potem slabo zapre po desni strani, gre noter, potem to in je potem vse tako, s tem, da je spet prišel, kakorkoli sem gledal ta posnetek, ga je tako ne... Ja, strel ni bil idealen. Ne, on je bil kratek v bistvu, ne, kakor je visok, pa je nogo stegnil, je bil kratek in on je pravzaprav zadev je bolj s podplatom, ne čist s podplatom, med kramponi, pa špico, takole je zadev nekako in je žoga šla žal pod roko Dabanoviću in Mladenu, tako da tako je moglo biti, žal, bili smo tako blizu, pol ure je bilo do Portugala, ampak žal ni se išlo, vsi smo bili normalno razočarani, ampak to je tudi sestavni del tega, bom rekel, sestavni del igre, ne, kjer so in zmage in porazi, ne. Veliko smo se mogoče naučili iz tega, ampak preveč je bilo boleče in hudo, ker smo vse to zgarali skozi te 2-letne kvalifikacije, da smo, bom rekel, v zadnjem koraku popustili, no. Oziroma nam je zmanjkal tisti zadnji korak. Evo, to je bila preteklost. Letos, ko govorimo o letu 2024, je pa svojevrsten razcvet reprezentančnega nogometa. Vemo, reprezentanca se prvič vrstila v osmino finala, mladi so se vrstili pri kvalifikaciji v 21 na Evropsko prvenstvo, 2 kluba igrata v konferenčni ligi. Kako je pa zdaj spremljati slovenski nogomet? Ja, jaz sem vesel, da se to tako, bom rekel, ker vemo, tako kot sem prej rekel, ne, prej smo govorili malo o zgodovini in kako je bilo vse to težko. Mi smo majhna reprezentanca, nimamo veliko število igralcev, nimamo velikega bazena, velikega nabora, da ti lahko
rečeš, tebe ne rabim drugega vzel, a če ne bo ta, bo ta. Ne. Bom rekel, vsak igralec je za nas pomemben. Ne. In nismo kot veliki reprezentanci, bom rekel, kot v narekovaju reče moja Francija ali Nemčija, kjer oni lahko imajo, si lahko zmišljujejo. Ne. Lahko rečemo, da bomo ta sistem igrali, bomo druge igralce pobrali, bomo tako in tako naprej. In je res, da in to so potem obdobja pridejo, tako je bilo obdobje z našo generacijo, kateri smo igrali na velikem tekmovanju, pa je bilo potem nič, pa je prišla generacija za nami 2010, recimo, ko so igrali na svetovnem, pa potem spet nič, pa so spet potem, zdaj v intervalih pride. V intervalih pride, ne, če tako malo pogledam, mogoče na 10 let ali pa na 10 do 15 let, ne. In v tem času seveda pridejo, te odigrajo, tem spet se gleda, išče, čakaš novo generacijo, da pride. In zdaj smo spet v tem najlepšem obdobju, da tako rečem, ne? V tem lepem obdobju, kateri smo, bom rekel, na vseh frontah pokazali in reprezentanci in, bom rekel, klubu in še potem še mlajših selekcijah, smo zelo uspešni. Ne? Je res, da nam malo gre tudi na roko ta sistem, da je ta mal sistem, malo širši sistem, da je možnost tudi to, ne? Da ni, ker včasih v našem času, če primerjamo naš čas, je bil samo prvi v skupini lahko šel, pa drugi dobil dodatne kvalifikacije. Ne? Zdaj so pa že prva 2 gresta, pa tretji ima celo še dodatne kvalifikacije. Tako da je večje število pa še Liga narodov malo poskrbi. Tako, večje število. Bonuse. Bonuse vsekako, no, normalno, ne, ker je nogomet je tako, rekel, lih narejen, da ne samo za elito, ampak da bojo vsi lahko, ne. Prej je bilo bolj to in zato je zdaj smo lahko veseli, da imamo Aleksandra Čeferina, bom rekel, kateri je tudi deloma poskrbel za to, da tudi mi majhni smo lahko lažje pridemo, boljše in tako naprej, da smo deležni vsega tega. Ne. To očitno ni naključje, ne? Seveda ne. Z njegovim prihodom se marsikaj. Marsikaj je spremenil, seveda ne. Vesel sem, upam, da bi lahko, če bi lahko ostal kot nekoč vsi po 20 let, ampak žal tega ne bo, ampak saj v tem njegovem obdobju, kateri je zelo uspešno obdobje in smo res lahko ponosni, da tako kar rečemo, iz mehne Slovenije prideš na tako veliko funkcijo, ne, to je vrhunsko. In zato tudi ta obdobje v reprezentanci, zdaj imamo možnost, smo bili na Evropskem prvenstvu, kateri je super, Mile ga spremljam in mu še enkrat tlele čestitam njemu in njegovim ožjim sodelavcem, seveda in tudi igralcem, kateri so se vrstili na Evropsko prvenstvo, kateri je to vrhunski rezultat. In to pred Francijo, ne? Ja, pred Francijo, vsekakor, to je, kakor bi rekel Srečko, kapo dol, ne. To je spoštovanje vredno, da je to Mile naredil, ni majhna stvar, ker jaz kot mladi reprezentant, ko sem igral jaz v 21, takrat pred leti, lahko rečem leta 91-92, ko smo igrali, smo bili isto tik pred odhodom, ne? In zadnjo stopnico so nas malo, bom rekel, pokradili, ne? Ker so sforsirali Italijane, da so Italijani šli. Igrali smo v Vicenci, izgubili smo 1-0, 0-0 je eno točko odgovarjala, da gremo na Evropsko prvenstvo. Ker mislim, da takrat smo imeli mi... To je bila ista skupina kot člani, ne? Tako, ista skupina kot člani. Mi smo bili prvi takrat, mislim, da smo imeli 20 točk, 19 točk je bila Italija, pa neki 19 ali pa 18 točk je imela pa Ukrajina, ne, takrat. Ševčenko je igral pa Rebrov takrat, ne, takrat. Za Italijo je pa igral takrat Del Piero, Vieri, potem Panucci, Del Vecchio, Cannavaro, recimo takrat in nam je bilo dovolj 0-0, ne, in sodnik je kar podaljšal in smo, 95 minut smo gol dobili, ne. Ja, veš, tako da... Je bilo malo občutati, Ja, je bilo, bom rekel, iz kornerja, golman je prijel žogo v roke in ga je Vieri ga je porinil in da ne bi on z žogo šel v gol, je žogo seveda spustil. In Del Vecchio je brcnil noter iz golove črte in to je prekršek nad golmanom, ampak Italija, zmagali so, dobili so takoj
prehiteli so nas in so šli na evropsko prvenstvo in celo na koncu bili evropski prvaki. Ja, zdaj, zato pravim, da je to izredna rekel, uspeh Mileta pa 21, kateri so se direktno uvrstili. Rekel, jaz se saj zavedam tega, mnogi se tega ne zavedajo, super, čestitajo in to je to, ampak res, to je zgarano in težko prideti do enega tazga uspeha. Ne. Člani so igrali evropsko prvenstvo, vrhunsko, nogometu smo tudi v konferenčni ligi, čeprav je najnižji rang tekmovanja v Evropi, ampak smo prisotni, da klubi se lahko izpostavijo, da lahko zaslužijo nekaj, da lahko potem lažje pride denar v slovenski nogomet skozi to, da lahko mogoče kakšnega prodajo spet in da se spet zavrti, ker vemo, da so klubi finančno malo podhranjeni v Sloveniji. Ne. Ja, to se kar opazi. Če si prej bil v tujini. Ja, seveda, in potem normalno je, tukaj je možnost, bom rekel, nekega vira prihodka iz Evrope, da pride v to blagajno, da se lahko zavrti, da se lahko potem, seveda, če pride Olimpija, ki igra, bo Olimpija pa Celje, bo oni potem bojo mogoče lažje kupili kakšnega igralca iz Kopra, recimo, pa bojo Kopru dali, pa bo Koper tudi nekaj dobil denarja in tako naprej. Primer sem za Koper ali kakšen drug klub, ne. Da se kompletira možno in potem v Evropi, da se naredi kakšen rezultat. Je pa res super. Tukaj se vidi, da nogomet napreduje, raste in da se dobro dela in da imamo kvaliteto. Res, da smo majhni, ampak smo kvalitetni. Kako pa z vašimi trenerskimi ambicijami? Vemo, po koncu kariere ste bili delovali v številnih državah, na zadnje v Grčiji, za kratek čas. Se zdaj kaj odpira, kakšen prostor, kakšna nova ambicija, kakšni dolgoročni načrti? Ja, bom rekel, res je. Ja. Lansko leto sem bil kratek čas, bil sem v Arisu, za 2 meseca sem podpisal pogodbo, ampak potem naprej nismo našli, bom rekel, skupnega jezika, da bi podaljšali, ne. Ker Grki so spet malo specialni, glede na to, da sem tudi igral za Panionios, pa če primerjam pred, ne vem, koliko leti, 15 leti, ker sem še igral 20 leti, tako 20 leti, ja, gre hitro čas. In zdaj, če primerjam, pravzaprav se ni veliko spremenil. Še vedno vse nepredvidljivo, balkansko, z velikim tako, to je, bom rekel, na isti način delovanja, vse, kakor so takrat, ko sem bil igralca, pa zdaj kot trener, bom rekel, samo drugo ime kluba je, ne, drugače pa vse na isti način. Ni stimulativno okolje. Ja, zelo, zelo težko, ne veš od danes do jutra, kaj bo, res, marsikaj te preseneti, žal se vidi vse, na Olympiakos pa Panathinaikos sta nad vsemi, ne. Tukaj je pa, bom rekel, še vedno je velik, ampak 4., 5. klub je ta Aris, ampak se vidi vsem ta razlika od Olympiakosa pa Panathinaikosa. Tako da, žal, nismo našli sodelovanje, so ene ponudbe, pridejo, ampak ne vidim mogoče ene, bom rekel, ki bi mene zanimali perspektivno, da bi videl, imel sem ponudbo, da bi šel, recimo, pol leta nazaj sem imel, zdaj bom tako rekel, aprila sem imel za eno afriški klub, bil sem že pred leti v Afriki, sem se šel, bom rekel, sem šel pogledati, da vidim, kako imajo tam, da ne bi kar podpišeš, pa priješ, pa te marsikaj preseneti. To imajo radi, ne, evropske trenerje. Ja, imajo radi, ampak vsem, bom rekel, boljše je biti selektor, kakor pa v klubu, ker v klubu, bil sem v Gani, recimo, ne, sem šel pogledati, celo mrež na golih nimajo, ne, recimo na trening igrišču, ne, veš, tako da. To pa marsikaj pove. Ja, veš, potem pa gledaš tam tudi mlajše, ki sem gledal celo njihov mladinski pogon, ki sem malo pogledal, kako imajo, pa trener menja igralca, pa se ta sezuva, pa njegove kopačke natakne. Žalostno, da v teh časih... Resen klub. Ja, resen klub. Klub, kateri igra, recimo, bom rekel, igra Ligo prvakov. Ne. Klub igra Ligo prvakov, pa še zmeri ni tako urejeno, kot bi moglo biti urejeno. Ne. Igrajo že, bolj so plačeni, normalno vsi rinejo v ta klub, ne, ampak vidi se, da so velike razlike. Ne.
Tako da so zelo težki pogoji za delati v takih sredinah. Ne. Tako da potem pa nekje je bilo ponudbe, ampak potem me ni zadovoljilo, bom rekel, ambicije kluba, potem nisem videl perspektive, nekje je bilo tudi malo podcenjeno, ker so, bom rekel, slabše finančno so ponujali, tako da, bom rekel, zato vse spet ne moreš vzeti vse, ne? Ker je rekel, sam da greš pa da treniraš, pa tudi to ni. Ne? Tako da je res, čakal sem priložnost tukaj mogoče v Sloveniji, ampak bom rekel, nas je veliko trenerjev, ne? Tako da težko se prebiti na nek način, je pa res, ne, glede na to, da sem bil že v tujini, vem kako je, kaj je, tudi v Sloveniji bi prevzel kakšen klub, normalno, ne, ampak je pa seveda normalno, želja vsakega, pa ambicija je v tujini biti pa prosperirati, ne, je pa težko obstati, ne. Ampak lahko pa sproščeno izbirate nekakšnih imperativov, lahko čakate v miru, da bo ponudba konkretna. Normalno, mislim, vsej, bom rekel, prejšnji teden sem imel že ponudbo na mizi, pa se na koncu potem predsednik na nek način premislil, ne, ker jaz sem rekel, dajmo mi to na papir, uradno, to. Ne, ti, ki prideš, pa bomo drug teden, ki jaz pridem, pa to, ampak žal, sem rekel, ne morem jaz začeti delati, če nimam jaz podpisane pogodbe. Ne. Bomo pol podpisali. Sem rekel, pol čim ti, veš, kako je, ko ti priješ, potem Ni enako, Ni enako, ko priješ ti tja, pa začneš delati, pol ti on spreminja, pa te potem malo lahko izsiljuje, pa ni več tako da, pa tudi mentaliteta predsednika, bil je lastnik, predsednik prihaja iz Turčije, tako da Turki so dost dobri trgovci, da tako rečem. To je kar aktualna tema v Sloveniji, glede na spremembe v Mariboru. Jaz govorim s to zgodbo, ampak Maribor spet je to drugačne. Ta se prilagaja našim okoljem, ne? Jaz bi se pa mogel v njihovo okolje, ne? Prilagajati, pa spet malo drugače. Se pravi, konkretno je bilo govora v turškem klubu? Ne, turškem predsedniku govorim. Nisem rekel kateri klub, nisem rekel katera država, tako, Ja, zanimivo, do takrat boste pa verjetno ostali kot nogometni navijač. Vemo, naslednji mesec je lepa tekma, ne, za vas nekdanjega napadalca, Šeško proti Haalandu, spektakel v Stožcah. Dobro, te primerjave, bom rekel, so bolj za novinarje, bom rekel, da se vi novinarji poigrate, pa statistiko, pa številkami. Tako kot en in drug, oba sta napadalca, tako kot sem jaz bil, bom rekel, ne, vsi želite dajati gole, to je logično. In oba na vsaki tekmi poskušata doseči, če le lahko, ne, je pa spet odvisno, ali dobiš pravo žogo, ali je razpoložena ekipa, si ti razpoložen, a ti nasprotnik omogoča, čakaš napako, bo naredil napako, ne bo naredil napako, tako da je veliko faktorjev. Je pa res, najtežja stvar v nogometu je zadeti gol. Pa imajo napadalci, kakor se generacije menjajo, pa okoliščine, isti ta univerzalno željo po zadetku, tako iznajdljivost v kazenskem prostoru, da se prepozna, da je ista. Želja napadalca je vedno, da zadan. Sami sebe prepoznate v kakšnih takih hitrih akcijah današnjih napadalcev. Mislim, včasih normalno, iz kavča, da rečem, je lažje reči, to bi pa ga jaz zabil, ne, ampak to je lažje reči, ne. Pa ko gledaš posnetek, pa vidiš pa iz drugega zornega kota, ne, pa vidiš, da potem ni mogel, a pa bil pokrit, kakšen napadalec, ne, kad ko pogledam, to je pa seveda, ne, tista želja, to je napadalec, zato pa si napadalec, ne, to se, bom rekel, od malega, ko ti začneš trenirati, se iščeš, ne, in potem, če se najdeš, da si lih napadalec, in potem seveda to naprej greš do konca, ne, in napadalec ima tisti instinkt, ima željo, normalno, so pa različne tipe igralcev, napadalcev, ne. Imaš mogoče bolj krilne, imaš potem centrafore proti tele, ko sem jaz bil, proti čista devetka, ne.
katerih v teh časih več ni to tok, ne, bom rekel. Ker izumirajo. Ja, ker mogoče tudi način nogometa je malo drugačen in potem tudi drugače trenirajo in potem ne delajo teh specifičnih treningov bom rekel, za čisto devetko, da tako rečem, ne. V vaši karieri bi lahko dali oceno čisto devetko od 1 do 10? Jaz bom rekel tako, da zelo sem zadovoljen s svojo kariero, ker kot otrok sem sanjal, da bi igral kot profesionalni nogometaš, to se mi je želja uresničila. Kot navijač, takrat kot majhen sem gledal, takrat Butragenja, pa bom rekel tiste Michela, pa Hugo Sanchez, ki so bili, ki sem bil še takrat majhen, takrat ni bilo toliko televizijskih kanalov kot danes, tako da tist malenkost, ki si lahko ujel, ki sem videl v Real Madrid, ne. Sem si želel, da bi enkrat mogoče igral, da takrat sem, ko sem potem, to je bilo prvotna želja, ne, in potem seveda, ko sem rastel, sem videl, da je zelo težko, da treba biti res ekstra, da priješ do tja. Ja, s kariero sem zadovoljen, seveda, glede iz kakšnega okolja sem izšel, pa prišel, da sem se prebil z ene Ilirije, da sem prišel na evropski nivo, svetovni, bom rekel, sem zelo zadovoljen, vsekakor, ne. In da bi kaj obžaloval, ne, mogoče obžalujem edino to, da po poškodbi sem se zavedel določene zadeve, ker sem premišljal za časa poškodbe in po poškodbi, ker sem še dobrih 5 let igral, ker na koncu sem potem prekinil pri 33, ker sem bil skurjen in fizično in psihično. In bom rekel, žal, da nisem imel toliko podatkov že prej, da bi že mlad bil še toliko zagrizan, kot sem bil, ne. Ampak to je z obdobjem, kot zoriš, ne. Da bi se še bolj zavedel, kot sem se prej zavedel, da se že to pri 18 zavedel, da bi mi nekdo svetoval, da bi mi rekel, lej, to tako, dej to tako narediti, ampak kaj tazga, ne, bi bilo potem mogoče še boljša, pa kaj tazga, ampak generalno sem zelo, zelo zadovoljen in vesel, bom rekel, da sem bil v športu, doživel sem lepe trenutke, prepotoval sem pol sveta, imam veliko prijateljev povsod, kjerkoli pokličeš, če se znajdem na tistem kraju, pokličem, živijo, kje si, lahko kavica, seveda, jemo, celo kosilo, kakorkoli prespim, tako da ti da tudi druge dimenzije ta nogomet, eno širino. Ja, super, na Italijo smeh ostane na licu še veliko časa. Hvala, Ermin, za tole gostovanje v podcastu in še veliko uspehov na nadaljnji nogometni poti, verjamem, da še niste rekli zadnje. Hvala, da ste me povabili in hvala za te spodbudne besede. Upam, da tudi jaz kmalu še spet najdem kakšen klub, pa da odidem malo v tujino, še malo v svet, še kaj drugega raziskovati, pa da še kaj spoznam in vidim. No, bo čas presenetil. Super, hvala. Hvala lepa.